Pred odhodom iz Ugande se je papež Frančišek v stolnici v Kampali srečal z duhovniki, redovnicami in redovniki. Spregovoril jim je o 3 nosilnih stebrih njihovega življenja. Ti so spomin, zvestoba in molitev. Duhovnike je ob tem še povabil, naj bodo pripravljeni oditi iz svojih škofij tudi tja, kjer doživljajo pomanjkanje duhovnih poklicev. Ne pozabite na seme mučencev, ker boste ob tem spominjanju tudi sami rasli, je dejal Frančišek in nadaljeval. Glavni sovražnik spominjanja je pozaba, vendar to po papeževih besedah ni najbolj nevarno. Nevarnejši sovražnik je navajenost na to, kar smo podedovali od svojih prednikov, zato se cerkev v Ugandi nikakor ne sme navaditi na spomin svojih mučencev. Razložil je, da mučenec pomeni pričevalec in da bo cerkev v Ugandi zvesta temu spominu mora tudi danes ostati pričevalka. Druga beseda, ki jo je papež Frančišek položil na srce, je zvestoba. Zvestoba spominu, zvestoba svojemu poklicu, zvestoba apostolski gorečnosti. Tako je sveti oče razložil, kako je spominjanje izraz zvestobe, zvestobo pa je mogoče ohraniti z molitvijo. In to je tretja beseda, ki jo je Frančišek izročil posvečenim. Dejal je, če redovnik, redovnica ali duhovnik neha moliti ali moliti malo, ker pravi, da ima veliko dela, je to znamenje, da je začel izgubljati tudi spomin in zvestobo. Frančišek je Bogu posvečenim priznal, da molitev predstavlja ponižanje, ker se je potrebno ponižati in redno hoditi k spovedi ter priznavati svoje grehe.